Čustva se razburijo, človek. Razumem, ampak vi ste to obvladali. Ona je ponorela. Res noro, ja. Ta spletni spor je prerasel v resnične posledice za žensko iz zahodne Virginije. Trdi, da je druga ženska vdrla v telefon, ukradla njene gole fotografije in odprla račun v aplikaciji Cash App na njeno ime. Ko pa to, kar ji pove policist, razume, kot da ji noče pomagati, očitno izgubi nadzor. Očitno! Zakona očitno ne poznate, ne? Pridržite jo. Nazaj šola, prijatelj! In pravijo, samo spremenite svojega. Lep dan vam želim. Ne morete ničesar narediti, ker so odprli račun v aplikaciji Cash App na moje ime! In vi mi pravite, da ne morete ničesar narediti! Brat. Poskušal sem razložiti. Kričite name in mi ne dovolite govoriti. Ne. Misliš, da ti hočem pokazati, da nisi delal pri 830 000? Ne, kažem ti svojega! Kažem ti tisti prekleti posnetek, ki so ga naredili! Poskušam ti pokazati vse dokaze, ampak ti jih nočeš videti! Dobili smo divji posnetek s telesne kamere, zato se pripnite, povem vam, tole je res divje. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. Je malo po polnoči, 9. oktobra 2020, dva policist v Martinsburgu v zahodni Virginiji se odziva na klic v stanovanju le malo naprej od policijske postaje. Ženska v notranjosti je prestrašena. Boji se, da bi oseba, s katero se prepira prek spleta, lahko prišla k njej domov. Torej, želim, da začnete tukaj. Začeli bomo tukaj. Želim, da poslušate, kako se trudi policistu razložiti, kaj se dogaja. Živjo. Kako si? Dobro, pravkar je bil tukaj policist. Ja, Že sem se pogovorila z njimi o situaciji. redo. Tako da, sem v redu. V redu. Ja, pravkar so rekli, da ste vi poklicali nazaj. Ja, če me bodo policisti še naprej nadlegovali zaradi te punce, bom vložila prijavo, ker s tem zapravljate svoj čas in moj čas ter motite mene in mojo družino. V redu. Ona je. Jaz jo bom že za nekaj prijavila, če želite vstopati, jo bom že za nekaj obtožila. Ona bo šla ven. Očitno me obtožujejo, da sem vdrla v njen račun. Njeno ime sem že opazoval. Odkrili so me. Imela sem njene podatke za Facebook. Zaradi njenega Snapchata, zaradi njenega govorjenja v bistvu je poskušala obtožiti mojega moža za posilstvo, kar sploh ni res. Nikoli ni storil tega, nikoli se je ni dotaknil. Prav tako trdi, da je poskušal nekaj narediti, ko smo skupaj spali v posteli in sem bila jaz tam. To se nikoli ni zgodilo. Ko je njena prijateljica ugotovila, da sem jaz stala za vdorom v njen Snapchat račun in vse to, kar sem naredila, zato ker ste poskušali obtožiti mojega moža za nekaj. Nikoli nisem nikomur pisala z njenega računa. Nisem naredila ničesar. Bilo je samo malo, spremeni ime, spremeni geslo in to je to. Razumem. No, jaz nisem oseba, ki bi kršila zakon. V redu. In potem situacija s Facebookom, to sem naredila, ker sem ugotovila, da je poskušala priti sem in dejansko je prišla sem, ko je bil tukaj policist. Prišla je nadzornica parka. Da prihaja sem, da me bo zaradi tega pretedla. V redu. In njena prijateljica, zdaj sem odjavljena z njenega računa. To je vse neuno. To ni kaznivo. Naredil sem posnetke zaslona. Ja. Ampak naredila sem posnetka zaslona Snakea, ker me obtožujejo, da imam njene slike na telefonu, česar nikoli nisem imela. Prav, obtožujejo me, da sem vzela denar, ustvarjala račune, odprla račun na Cash Appu in naročala stvari z Amazona in tako naprej na njeno ime. Tega nikoli nisem naredila. Sploh ne vem, kako bi to naredila. Pravijo, da uporabljam njeno številko socialnega zavarovanja. Nikoli nisem imela njene številke socialnega zavarovanja. Nikoli. Nimam ničesar od tega, veš, kot vse te stvari. In to ji vse govori njena prijateljica. Verjetno ji vcepla v glavo, da imamo vse te informacije, čeprav imam komaj 22 let. Živim v takšni hiši. In kako naj bi jaz, pri zdravi pameti, imela takšno moč? Veš, kaj mislim? Nisem ravno za tehnologijo. Nimam takšnih sposobnosti, da bi naredila kaj takega. Prav. Torej, zdaj si v ti, jaz sem poklicala prvega policista, ki sem zvedela, da je bila na poti sem, s svojim toksičnim fantom, ki je star 40 let, ona je stara 2-3, in on ji je poškodoval roko. Dvignil je roko na dno, jo davil, pretepal, vsaj tako mi je povedala. V redu. Srečala sem ga že prej. Izgleda kot tak tip človeka.
Samo strah me je, ker ko sem ga srečala, sem šla poni, ker je imel njo za talko v hotelu. Tako, s razmožem šla pon, jo pripeljala sem, da ga potem uredu. Redo. Zdaj pa ta toksični tip, ki pretepa ženske, ve, kje živim. In to je moj strah, razumeš, kaj mislim, to me skrbi. Zato sem poklicala policista tretjič, ne zato, ker bi me ona hotela pretepsti. Ker iskreno, jaz bi jo sesula. Če bi me udarila, bi se branila in potem bi poklicala policista in rekla, poslušajte, aretirajte me, če želite. Ampak ona me je prijela in se me spravila na tla. Ne boš mi tega naredila. Ampak razlog, da tega ne naredim, je, ker me še ni udarila, ampak pripelje tega zelo nasilnega tipa, ki je veliko starejši od mene. On je v bistvu star kot moj oče, veš? In ne bom ogrožala sebe, svojega moža ali očeta, ki ima odpoved ledvic 5. stopnje in napade. V redu. Ampak tako si razložila, seveda sem. Samo, ne vem, pač sem. Ja, ona bo vedela za vse, kar se zgodi. Prišel sem samo preveriti, če si v redu. O, ne, nisem v redu. Popolnoma sem paranoična in to odkrito povem. Kar razumem, ampak če kdo pride ali kaj podobnega, nas samo pokliči. Smo dobesedno tam zraven. Samo pokliči nas, prišli bomo in uredili karkoli. Ampak za vse nadaljne bo poskrbel Pju. Če imaš posnetke zaslona, karkoli mu moš dati, ti je dal e-pošto in podobno. Ne, ni mi je dal. Potem, ko je odšel, sem mu celo ponudila, da mu pokaže sporočila, ko je bil tukaj. Ker ko je bil tukaj, sem bila še vedno prijavljena v njen račun na Facebooku, nekako zaradi svoje varnosti. To mi je bilo zelo pomembno. Preprosto nočem se nekega jutra zbuditi in videti, da je vse preprosto. Nočem. Iskreno tega ne verjamem. Nisem ravno razpoložena, da bi šla v zapor, ker imam sliko te deklice in objavljam njene gole slike. Razumem. In to mi je jasno. Tega ne počnem. Ampak to je Kakšno zadovoljstvo ne bi imela od tega? razumljivo. Ampak, Veš, zapor. če karkoli, če kdorkoli pride sem ali karkoli, nocoj, nas samo poklič. Prav. Ja, samo utrujena sem. Veš, danes sem se pač zabavila, veš, bilo je smešno. Ampak zdaj je pa tako, no, izbrisala sem njene slike in zdaj je zelo jezna. No, prosim, ne obtožuj mojega moža, da je naredil kaj takega, medtem ko sem jaz v postelji. Prosim. Veš, da lažeš. Razumem. Kot sem rekel, če kdo pride sem in želi povzročati težave ali kaj podobnega, nas samo pokličite. Smo res čisto blizu. Nekaj ur kasneje je isti policist obveščen, da sta osebi, ki naj bi grozili, da bosta prišli do hiše druge ženske, zdaj pred policijsko postajo na parkirišču. Kazneje so jo identificirali kot Gary Apriba in Anna Rose Thompson. Tako Thompsonova poskuša razložiti svojo plat zgodbe, vendar je zelo vznemirjena, njen fant pa ji ves čas skuša skočiti v besedo, kar mimogrede stvari samo še poslabša. Živijo. Kako gre? Dobro, mislim. Torej, kaj se dogaja? No, že 2 uri čakam, da pride kdo govoriti z mano. No, rekli ste nam, da ste na College Street. Ne, to ni res. Ne. Ne? Rekli smo, da nehaj. Jaz bom začela z njim. Rekla je, da so tam ljudje, ki to počnejo. Pomiriti se moraš. Nehaj. Pomiriti se moram. Ja. Sedi v avto, prosim, ne začni z neumnostmi. Vem, da si jezna. Ampak utihni, za sekundo zapri usta. Utihni že. Samo utihni že. Vem, da so nesramni, ampak to ni moja krivda. Tudi on kriv za to. Ne, klicala sem zaradi ljudi, ki živijo tam, ker se je vdrla v moj Snapchat, vdrla se je v moj Google račun. Naredila je snap ali pa račun na Cash Appu v mojem imenu in prosila ljudi za denar. Jemlje moje osebne slike. Sama sem si naredila gole slike, ker sem obsedena s svojim telesom in v tem ni nič narobe. In na svojem telefonu uporablja nekaj, s čimer lahko vzame stvari z mojega telefona in jih dobi na svoj telefon. In ustvarila je profil v aplikaciji MeetMe in poskuša pošiljati moje neprimerne slike drugim ljudem, se pretvarja, da sem jaz in naroča stvari na Amazonu pod mojim imenom. Na svojem telefonu ima nekaj, kar ji to omogoča. In moja prijateljica, njen fant jo je včasih varal, zato sem ji pustila, da naredi svoje. In vse to je ugotovila zame, ter mi pošiljala vse informacije. Ja, nisem prepričan, kako vse to deluje. Ne vem, kako bi lahko zrcalil tvoj telefon za karkoli drugega, kot za vse tvoje gesla, ki si jih kdajkoli uporabil. Vdrla je v moje e-poštne račune. Ne vem, ker je imela moj e-poštni naslov. Poslušaj, kaj govorim. Imela je moj e-poštni naslov.
Nekomu lahko odreš v račun prek njegove e-pošte. Ne poslušaš me. Poslušaš tisto, kar misliš, da je prav, kar razumem. Ampak imam vse te dokaze. Ona je vdrla v moj telefon. V moj telefon. Ne morem je spraviti ven. Ona je dejansko fizično na mojem telefonu. Lahko gleda vse, kar počnem, kogarkoli, ki mu pišem in vse ostalo. In to je vse, kar mi lahko rečeš, naj naredim. Ja. Spremenila sem svoje in mi je vdrla v telefon. Tako, ljudje, to je tako. In ona mi meče pod noge in pošilja ljudem moje novice. In ima račun na Cash appu. Hočeš videti? Spravite jo nazaj v avto. Poglej, pokazala ti bom. Ni mi mar. Nočem ničesar videti, ne. Vedela boš. Ne, videla boš! Ne! Slava si. Tvoja mala kamera to lahko vidi. Poglej, brijeme. Ne, briga me! Svetujem ti, ne kaži mi nobenih slik. Nočeš dokazov! Izvoli. Nočem videti nobenih neprimernih slik, tebe, ne, nočem videti, ne govorimo neprimernih. Govorimo o aplikaciji Cash App! Končal sem, lep dan vam želim. Na neki točki poskuša policist oditi, vendar je Preeb tik za njim. Poskušal sem se ustaviti. Ustal se. Daj mi svoje ime in številko značke. Dovoljeno nam je biti vznemirjeni. Stara sem 44 let. Jazz. Meni mar! Naloga, da te poskušam pomiriti. Kričiš name in mi ne dovoliš, da se razložim. V redu, ne moram se razložiti. Poskušal sem razložiti, tudi jaz sem se skušal pojasniti. Ker ne poslušaš! Nočeš poslušati. Ne moreš kar reči, lep dan ti želim! Ne vzamem tvojo kartico. Nimam kartice. Policist poskuša znova oditi in izklopi zvok na svoji telesni kameri. Ko pa ga ponovno vklopi, Thompson in Preeb oba kričita nanj. Poskušala sem se pogovoriti s tabo! Rekel si mi, da sem baraba. Kar nadaljuj. To je tvoja služba. Dobro. Poskusi jo pomiriti. Ne. Da, Ne. Očitno ne poznaš zakona! to je borov. Pojdi v šolo in pravijo! Samo spremeni svojega. Ne moreš narediti ničesar, ker so odprli račun Cash App na moje ime in mi praviš, da ne moreš narediti ničesar. Brad. Ne moreš, ker pač ne moreš. Ne, poskušal sem razložiti. Kričiš name in mi ne pustiš govoriti. Misliš, da ti želim pokazati, da niso delovali? Umazana kuhinja, ni mi mar. Ne kažem ti svojih novic, buto! Kažem ti! Snap, ki so ga naredili. Poskušam ti pokazati vse dokaze, ampak ti nočeš videti dokazov. Ne pustiš mi govoriti. Ker ti ni mar! Ne, končal sem. To sem si mislil. Nočeš uveljavljati zakon in varovati državljanov. To je zabava v ozdravitvi. Stopi ven. Nasvidenje. Režeš jih na koščke. Imej lep dan. Imej lep dan. Pravi, da je v redu, da objavijo moje novice. Nisem rekel ničesar, nisi mi pustil govoriti. Jasi? Nisi mi pustil govoriti. Ne moreš ničesar storiti glede tega. Ne smeš spreminjati mojih 44 minut. To je vse, kar naj bi naredila. Fredu. Klicatelj je zelo nesodelujoč. Lahko greš naprej in to zaključiš. 108. Skoraj mu uspe priti nazaj v policijsko postajo, a si očitno premisli. In takrat se stvari resnično začnejo podirati. Če boste še naprej upili na mojem parkirišču, vas bom aretiral zaradi motenja javnega reda in miru. Me razumete? O moj bog! Ne ven! Uničilo bo vse! V redu, ja, in motite javni red. Nedostojno vedenje. Odidite ali pa pejte v zapor. Poskušamo oditi. Odidite ali pa pejte v zapor. Še kar kričite. Odidite ali pa pejte v zapor. Oditi ali pa pejte v svoj avto. Ali pa greste v zapor. Pojdite v svoj avto. Odšli boste! Ne, ni mi treba nikamor iti. To je moja stavba. Ja, morate. Odidite ali pa pejte v zapor. Ali kričite? Ja, imam vso pravico snemati! Prav imate. Ves čas sem snemal. Torej, odidite ali pojdite v zapor. Smo na javni lastnini, ne kričimo in ne motimo javnega reda. Odidite ali pejte v zapor. Ne! Zakaj? Overjenje. Pusti me! Zdaj prihajaš sem! Bo še naprej preklinil pa kričal name. Nadleguješ me! To je motenje javnega reda in miru. Motenje javnega reda in miru, nedostojno vedenje. Nadleguj me! Nadlegujete ga, ker sem vas prosil, da odidete. Stopali smo v avto in vi ste prišli nadlegovati. Oviranje je, da vam rečem, naj odidete! Ne odhajate, oviranje, odidite. Poskušali smo. Odidite.
Če bi opravljal svoje delo. Bila bi žalostna. To je še vedno nedostojno vedenje, motenje javnega reda. Oba ju bom odpeljal v zapor. Ne boš poslušala. V redu, torej, ali želiš iti v zapor? Šli so do najnega avta. Se boš spet obrnil? Ne počnem. Usedi se v avto ali pa iti v zapor? Ne počnem ničesar. Torej v zapor, ker nočeš opraviti svoje službe. Opravil bom svoje delo, oba ju bom dal v zapor. To ni tvoja služba, brat. Cep. To ni tvoja. Zakaj bi me dal v zapor, saj nič ne delam? Nič ne delam. I'm not doing anything. Ne pomagaš mi. Ne, poškodovan si. Se boš upiral. Ne počnem ničesar. Hej, Alan. Nehaj mi pomagati. Ne škodiš mi. Nehaj. Ne. 44 robov in enega, ki se upira. Ne delaš ničesar. Ustavi se. Snemam stvari po malemu Snapchatu, bi. Imam enega, ki se upira. Ti ukrepaj. Daj roke za hrbet. Parkirišče zunaj. Daj roko za hrbet. Za mojim hrbtom, draga. Naj. Ničesar ne ustavljaj, oddaljuješ se, ja, res se. Nise, brate moja. Oddaljuješ se od mene. Ne. Nise. Lehaj. Yourself, bro. Pusti me. Pridržan si 95 minut. Pelješ me. Nisem ničesar naredila. Peljem te. Nisem. Ti si pa. Si zaradi... Grab my phone, please. Ne, to je tvoja krivda. Še vedno se upiraš. Dragi, v mojem zepu je. Daj no. Vzemi svoj telefon. Negativno. Ker sem rekel, vstan, jebeno vstan. Greš v zapor, mehaj. Ni mi mar. Zdaj se dotakni mojega telefona. V redu, daj mi svoj telefon. Ne, njen telefon gre z mano. Ne, ne gre. Njen telefon gre z mano. Lahko dobim še eno patuljo, sem, prosim. To je njegov telefon. Je na njegovo ime. Ne dovolite ji, da prevzame stvari. Je kdo blizu njega? Jaz ne počnem ničesar. Spravi se z mene. Greš v zapor. Nisem naredil ničesar, si aretiran. Nisem jaz storila tega. Si zaradiran. Zakaj? Zakaj? Pridi sem. Mora biti. Pridi sem. To je njena lastnina. Pridi sem zdaj. Stari. Mora biti tukaj. Ste aretirani. Pridite sem zdaj. Zakaj? Nadaljuj s snemanjem, draga. Kako ojram, imam jo. Imam sklad, imam tebe. Dovoljeno mu je imeti moj telefon. Nauči se zakonov, ti jih ne poznaš. Ne moreš me aretirati, nisem naredila ničesar, kafi. Nisem naredila ničesar, prisežem pri Bogu. Draga, pojdi ven. Ne delam ničesar. Poskušali smo se pogovoriti s tabo. Kaj sem naredil, Geni? Ne, nisi. Nehaj. Spusti pas dol, spravi se stran od mene. Ni mi je treba poškodovati. Mi smo ničesar naredili. Zakaj ne moreš imeti mojega telefona, brat? Nismo ničesar naredili. Nihče od vas mi ne pomaga. Prodajajo moje novice. Utihni. Prodajo mojo. Zapri usta. Hvala. Zapri usta. Mimi van, jedi se. Pam, greva za radoviranje. Zgrabil sem tvoj telefon in vse. Rekel sem ti, da mi ga dej, ti si ga potegnila in pobegnila. Si aretirana. On ga je zagrabil, potem ko sem ga vrgla na tla. Rekla sem mu, naj tega ne stori. No, vesela sem zate. Vas sploh ne briga, če imajo ljudje oskrbo. Ivo mar. Pedofili! Vsi vi! Vsi ste to rekli! Oh, ja, ker me bo to ustavilo pri kričanju. Nehaj! Nehaj se umikati. Ne. Poskušam oditi. Nehaj se umikati in nehaj kričati. Vi ste! Nehaj. Nehaj me vleči v stran. Boli me rama. Prosim, mi lahko spustiš roko, boli me. Boli me.
Boli me, brate! Nehaj govoriti. Nahaj se upirati temu. Nisem! Grem z vami! Nehaj me rinjati! Ni ti treba biti nasilna! To ni v tvoji pristojnosti! Nahaj. Ti, nehaj. Sedi! Ti! Jezi se! Jebi se, ne držniši. Ni mi mar! Ne vem zakaj. Ne vem zakaj. Hočeš moje ime? Hočeš, da ti ljudje izvejo za mene, zato pa pojdi k vragu! Moja očala mi bojo padla dole. Naravnost, ja. Jay, bom. Popravi njegovo streljanje! Jutini. Ne. Kot le! Myself with me! Pri vsakem imam eno svojo karto. Vi vsi pridigate o tem, da se moje novice prodajajo. Utihni. Sovražim te! Ni ti treba biti tukaj! Ja, zato si aretiran. Ni ti treba biti tukaj, ker si lažnivec! Ker si lažnivec! Ker si prekleta lažnivka in govoriš, da sem nekaj naredila, pa nisem! Poskušala sem se pogovoriti s tabo kot odrasla oseba. To, da si me zmerjala. Lagala. Cenim to. Hvala vam, fantje. Te lahko kličem srček? Ni mama. In govoril bom s tabo proti sebi. Jaz bom poskrbel zanj. Daj mi minuto. Torej, po policijskem poročilu je Thompsonova pljunila na 2 policista, zato so jo odpeljali v zapor na nadaljnjo obravnavo. Prip je zadržan na policijski postaji, kjer se je precej umiril. V redu, vem, kar naravnost tukaj. Od vas. Sprememba. Samo 2 centa, pravkar sem to naredil. Ja, v redu ste. Vemo naravnost tukaj skozi, druga vrata in že ste tam. Lahko dejansko, kaj je to? Rinki in $10. Ja. Lahko to obdržiš. Ne vzemi mi tega iz zapora, ampak zaradi tega boš imel težave. V redu si. Jaz si tega ne bom vzel. Oni ti bojo to vzeli, ampak boš imel težave, ker to imaš. Kako to? Usedi se tam zadaj. Hitro ti bom nekaj napisal. Kako za vraga to deluje? Ker vem, da je povsod drugače. Kaj misliš? O čem govoriš? Ker je jutri nedelja. Ja. Tehnično je danes nedelja. Danes je nedelja, ja. Kolikor razumem, bi mogel priti sodnik, pridejo vsak dan, tudi v vikendih. Predvsej prepričan sem. Vem, da pridejo v sobotah. Nisem pa 100%, ne drži me za besedo, nisem 100% prepričan za nedelje. Ampak vem, da pridejo v sobotah. Predvidevam, da pridejo tudi v nedeljah. In to je to. Mislim, videl sem, da si bil jezen, ker sem prišel tja, zato sem rekel, naj sam pokličeš, ker Piv dejansko to ureja. To je bila prejšnja izmena. On vodi preiskavo, zato sem vam poskušal razložiti. Če imate kakršnakoli vprašanja, lahko kontaktirate Puga in vam bo lahko dal več informacij. Bilo je samo ljudje, ker sem nameraval poklicati kasneje. Oprosti naj pokliče. Čustva se stopnjujejo, človek. Razumem. Ampak vi ste razumeli, ker smo rekli, da je ponorela. Noro, res. Ja. In nisem ti rekel, da se ne dotiki telefona. Samo ne dotiki se ga. Veš kaj mislim? Samo ne dotiki se ga. Nisem mislil, da bom aretiral, če ga poberem. Vsem. Nisem te hotel aretirati. Njo sem aretiral, ker mi nehala kričati. In dal sem mi odgovor. Nisem hotel, da bi se ji kaj zgodilo, zato sem pobral telefon, ker nisem hotel, da se mu še kaj zgodi. Poleg tega, mislim, sej vidi v zaslon. Ko nekoga aretiramo, njegova lastnina takoj pride z nami. Torej, to je bil njen telefon, gre z nami. Zato sem rekel, ne dotikaj se ga. Jaz ga bom vzel in prinesel. Ji sem dal biti ga. No, vprašal sem te, pa si rekel ne. No, ja, ker si ga dajal njej, ne bom ti ga dal in tregal tebe. Takrat sem razmišljal, da bi ga lahko spustil ali pa bi ga ona lahko povsem razbila. Ni bilo tako, ne moreš. Ona potrebuje telefon. Ja, zato bi šel z njo v zapor. To pravim, potrebuje ga zaradi stikov. Ampak moje razmišljanje je, če mu poskušam to zdaj dati, bo ona ga poskušala brcniti ali narediti kaj neumnega in si nakopati še več težav. Spravo si imel težave. Ja, ona te je res spravila v težave, ker sem bil dobesedno pripravljen oditi. Ker razumem, da ste jezni. Poskušal sem, pa je kar naprej kričala.
In sem bil kot, v redu, zdaj si pa res naredila svoje. Tudi ti si me videl, vse veš, imel sem jo pod nadzorom. In poskušal sem jo pustiti oditi. In rekel sem samo pejt. Potem pa se je vrnila in me spet preizkusila. Rekel sem, Kaj sploh oviramo? to je motenje javnega reda in miru. Zato sem postavljal vprašanja. Ja, in to sem poskušal razložiti in ona ni hotla. Ne vem, če je to samo zato, ker je mlada, ni hotla poslušati. Lahko tukaj posod stojiš. Mislim, razumel sem. Ja, ne morem dovoliti, da nekdo samo sedi tam in kriči in upije. Ne. Vsa ta stvar s telefonom je pač to. Ja, v bistvu ja. Če bi jo sam pustil, da jo aretirajo, bi bilo vse v redu. Ker takrat nisem nameraval aretirati tebe. Ampak, mislim, to je prekršek, vsi se iz tega nekaj naučimo, upam, da se bo tudi ona kaj naučila. V redu. Torej, po sodnih zapisih je Thompson imel 4 obtožbe. Oviranje, 2 točki napada na policista in kršitev javnega reda. Kot del dogovora o priznanju krivde sta bila obtožba o oviranju in ena od obtožb napada na policista umaknjeni. Na koncu je priznala krivdo za drugo obtožbo napada in za kršitev javnega reda ter bila obsojena na 30 dni hišnega pripora. Preb je bil obtožen oviranja policista. Priznal je krivdo, kar je bilo zabeleženo v njegovi evidenci, vendar ni prejel nobene druge kazni. To je zapisano v sodnem dokumentu. Toda le nekaj mesecev kasneje naj bi bil Prib aretiran zaradi oboroženega ropa 2 podjetij. Iz enega od njih pa naj bi bil celo odpuščen. Obe podjetji sta bili lokaciji restauracije Jackie's. Ena je bila oropana decembra 2020, druga pa januarja 2023. Prib naj bi imel pri sebi nož, ko je zahteval denar. Po poročanju West Virginia Metro News so organi pregona Priba ujeli v hotelski sobi v Leesburgu v Virginiji. Izkazalo se je, da je imel tudi nalog za aretacijo zaradi tega, ker se že drugič ni vpisal v register spolnih prestopnikov. To poroča omenjeni vir. In julija 2024 je bil Prib po sodnih zapisih spoznan za krivega in obsojen na 32 let zapora v zavodu za prestajanje kazni v Zahodni Virginiji. Se spomnite, ko sem rekel, da je to divja vožnja? Videli ste sami. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste nas gledali. Kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati na omrežjih X in Instagram ter v moji oddaji Jesse Weber Live na News Nation od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.